tudi iz mojih siceršnjih pogovorov z osnovnošolci, zlasti pa z dijaki in študenti, da to vprašanje zaposlenosti, ustvarjalnosti v prihodnosti radovedno zaposluje seveda veliko večino mladih ljudi. In to povsem upravičeno. Moji odgovori na ta vprašanja so nekoliko nekonvencionalni. Običajno mladi ljudje pričakujejo, da rečem, ne študirajo tiste poklice, ki so danes na trgu delovne sile deficitarni. Tega jim ne svetuje. Rečem jim, ne študirajo tiste stvari, ki jim nekako vzbujajo radovednost, ki jih zanimajo, katerim jih vleče njihovo srce. Pričemer obstoji prav velika verjetnost, da bodo potem ustvarjali ali bili zaposleni na kakšnem drugem področju. Vendar, če bodo študirali, če bodo iskali znanja in veščine na področjih, ki so jim všeč, ki jih zanimajo, bodo hkrati postajali tisto, kar mislim, da je ključno, in o tem bi se danes rad nekaj pogovarjal z vami, za poklice prihodnosti, za zaposlitev v prihodnosti. In to je ena ustvarjalna osebnost. Jaz nisem strokovnjak za izobraževanje, vendar pa poskušam tudi kot politolog opazovati spremembe v družbenem okolju, doma in v svetu. Zlasti v tistem delu sveta, ki mu tudi Slovenija pripada. In skupaj z vami opažam dramatične spremembe tega sveta. Niso vse spremembe na bolje, mnoge pa obetajo, da bi se lahko naša kvaliteta življenja v prihodnje dvignila. Če bomo znali te spremembe razumeti, se jim prilagoditi in tudi aktivno ustvarjati. Ena od najpomembnejših sprememb, ki jih opažam, je, da danes ni mogoče v običajnem ciklusu šolanja pridobiti dovolj znanj, da bi z njimi lahko zadostili potrebe na trgu delovne sile, da bi z njimi lahko živeli do upokojitve. Ampak je prej ali slej potreba za prezaposlitev, za prekvalifikacijo in to postaja normalni del razmer na trgu. Gre torej za to, da moramo vedno bolj in bolj razumeti, da je namen šolanja otrok, pa tudi njihove vzgoje, v tem, da v njih na nek način zbujamo radovednost in poskušamo dati seveda čim več znanj, informacij mimogrede, si lahko dobijo sami zaradi novih komunikacijskih tehnologij sami, veliko. Da znamo skupaj z njimi te informacije, ta znanja vrednotiti, predvsem pa, da jih, kot sem rekel, vzgajamo v ustvarjalne osebnosti. Ustvarjalna osebnost ima najprej izgrajeno neko moralno konstrukcijo. Ima neko piramido vrednot. Ima neko samo zaupanje, samozavest, ima hkrati tudi en spoštljiv odnos do drugih. Poskuša razumeti probleme, problemov jih ni strah, ampak vidi v problemih rešitve. Kaj pa je pravzaprav podjetnost? Podjetnost je, da vidite rešitev tam, kjer vsi drugi vidijo problem. Mar ni tako? Eno stvar vas bi rad vprašal, če ste pripravljeni z mano sodelovati. Vse veste približno, kaj ste študirali, česa ste se učili, in mi povejte, roke naj dvignejo tiste, ki opravljajo svojo podjetniško dejavnost na področju, za katerega so se izobraževali. Prosim, dvignite roke. Ok, zdaj pa dvignite roke tiste, ki opravljate podjetniško dejavnost na področju, za katerega se niste izobraževali. Niste zmagali. Da ne bolj nesporazumno, v pogovorih z pedagoškimi delavci, v pogovorih z dijaki, v pogovorih študenti, strokovnjaki, prihajam torej do zaključka, da je sodobno izobraževanje povezano z ne samo predajanjem znanj,
to ostaja, ampak z vzgojo ustvarjalne in odgovorne osebnosti. Mislim, da je to tisto, kar me nazadnje odlikuje tudi vaše uspehe. Verjamem, da ste na vaši karierni poti naleteli na neke probleme, na neke ovire, ki ste jih ravno zaradi vaše iznajdljivosti, zaradi tega, ker se niste pustili malodušju, zaradi tega, ker ste zaupali vase, zaradi tega, ker ste zaupali v sodelavce, zaradi tega, ker ste razmišljali out of the box, ne samo znotraj ustavljenih okvirov, našli nekatere poti, ki so vas pripeljale iz teh zagad, iz teh zadrev. In danes, in tudi zaradi tega sem tukaj, vaši uspehi, majhni in veliki, predstavljajo velik navdih, ne samo za ženske podjetnice, ampak za slovensko podjetništvo sploh in zaradi tega bi se vam rad danes na tem mestu tudi zahvalil.